Ja, torej še enkrat dober večer. Danes govorimo z Nino Dragičević, ki je pesnica, esejistka, skladateljica, urednica in doktorica sociologije. Odločil sem se, da več njenega biota ne bom predstavljal, ker se mi zdi, da bo to v skladu s temo pogovorov in bo v bistvu vse, kar želi o sebi povedati ali pa o sebi sporočiti tekom pogovora, povedala sama. Nina, hvala za udeležbo. Hvala tebi za povabilo. Ja, pa dajva kar začeti, no. Ko sva se usklajevala in za termin za danes in tudi za termin za pripravljalno kavo, sva v bistvu izmenjala ful enih mailov o tem, kako takrat pa ne moreva, ne, ker sva ful busy. In da takrat pa tudi res ne moreva. Potem nama je sicer le uspelo, uspelo je tudi vam, kar me zelo veseli. Ampak zdi se mi, da vseeno marsikdo pa zna v teh časih tudi precej glorificirati to prezasedenost. In me zanima, kje se pa ti opredeljuješ? A si raje zasedena ali prosta in kaj raje poveš? No, mi živimo v družbi blaginje. Ne enakomerno razporejene blaginje, ampak vendarle blaginje. In lahko razumem, da, ali pa vsaj predvidevam, da bi večina ljudi raje delala manj kot pa več. V zadnjih letih se mi zdi, da tudi vse več poslušamo o nekih tako imenovanih subverzivnih oziroma nekih mehkih bojkotih v službah. Se pravi o ljudeh, ki tudi na socialnih omrežjih objavljajo, kako v službi ne delajo. Se pravi, ne delo na delu kot bojkot, kot v njihovih očeh neke vrste preslepitev kapitalista in tako naprej. Ampak to seveda sploh ni noben bojkot, nasprotno, to je pravzaprav resno sodelovanje v istem sistemu izkoriščanja. To pa predvsem zelo dobro vedo prekarni delavci in delavke, iz preprostega razloga, zato ker tudi če se odločijo za nedelo med delom, se pravi za nedelo v službi, to zanje ali pa za nas pomeni samo to, da ta čas nismo plačani. Se pravi, nedelo na delu kot nek bojkot je možen samo, če si za to delo pravzaprav plačan, ne. Tako da, ko ti ljudje mislijo, da jih je zadela neka strela pameti, a ne, vsi ti zaposleni, ki mislijo, da če ne delajo v službi, to zelo fino, so v bistvu samo en delček v samem nekem produkcijskem ustroju. To tudi prav zelo dobro ve ministrica za kulturo, to govorim kot samozaposlena v kulturi. Se pravi, tudi ministrica za kulturo to zelo dobro ve, se mi zdi, da je tako kot vsi pred njo izrazito zaljubljena v izčrpavanje prekarnih delavcev. Se pravi, govori se o nekem socializmu, kar je čista farsa, ne, kajti potem pridejo na službe, vzamejo plače in dalje pustijo en cel segment populacije v območju izčrpavanja, a ne. Tako da iz tega vidika lahko sklenem, da se ves moj čas ali pa večina mojega časa vrti okoli tega v delovnem smislu, ali pa tudi, ko ne delam, kar ne vem, kdaj je sicer, ampak okej, se vrti okrog tega, da me ne bi neki neuki, apatični, nezainteresirani, blagosadistični, popolnoma nesposobni predstavniki političnega razreda, se pravi uradniki, spravljali ven iz mojega fokusa. Skratka, to je moj odnos do razmerja delo-nedelo. Se mi zdi, da se prekarni delavci izrazito ukvarjamo, četudi se zdi mogoče kontraintuitivno, ampak se mi zdi, da se izrazito ukvarjamo ne samo s preživetjem, ampak z iskanjem nekega dobrega življenja. Ravno zato, ker nam ga sistem poskuša onemogočati. In to je moj odnos do neke velike zasedenosti in glorificiranja dela.
Mislim, da si zelo jasno vzpostavila oziroma izrisala ta mislim, svoj kar se mene odnos. tiče, bi šla z Natašo na morje, tako nekako. Omenila si dve stvari zdaj, in sicer svoj fokus in iskanje dobrega življenja. A nam lahko malo več poveš, kaj to zate zajema? Ja, ko rečem fokus, mislim to res v popolnoma konvencionalnem smislu. Se pravi, zbranost za to, da lahko svoje misli artikuliram tako, kot mislim, da jih velja artikulirati, najbolje kot znam. Da se ne pustim zmesti, opažam zdaj po letih samozaposlenosti v kulturi, kako hitro se izčrpamo z nekimi dogodki, s tem pritiskom, da se moramo nenehno nekje pojavljati. Tako sem recimo s pesniško zbirko, ki mi je lani išla, sem se zavestno odločila, da bom naredila samo eno predstavitev, če tudi vem, da bi bilo za tako imenovano neko prisotnost v javnem prostoru dobro, da bi večkrat, ampak je vedno treba pretehtati, kje je tvoj fokus, ker imaš res omejen čas, omejene finančne zmožnosti. Tako se mi zdi, da rabim to zbranost, zelo mi je pomembna. Ko rečem dobro življenje, pa seveda to je zelo zapleten pojem. Verjetno mislim več stvari. Eno je to, da v precej neznosnih razmerah hočemo ostati dober človek, pa to zdaj seveda vem, da te prosim, da me vprašaš, kaj pomeni dober človek, ampak recimo, da se lahko za zdaj nekako razumemo, kaj to pomeni. Se pravi, da ne postanem živčenjak, da se sistem ne pretaka vame na druge, da se ne posvečam stvarem, ki se mi absolutno ne zdijo pomembne. Zdi se mi pomembno moje delo v smislu, da stojim za tem, kar počnem. Se pravi, da mi prioriteta nikoli ne postane niti ta nek veliki uspeh, ki naj bi ga zasledovali. Neka umirjenost, verjetno. Verjetno bi samo o tem, kaj pomeni dobro življenje, lahko govorila cel večer, ampak recimo takole nekako za osnutek. No. Za oris. Ja, za občutek. Vse je kar v redu, zasnova se mi zdi. Da nadaljujeva še s tem orisom tebe skozi neke vsakdanje pojave. Bi te vprašal, kako pa izgleda tvoj povprečen teden, če ta sploh obstaja, in če obstaja, koliko se razlikuje od tega, kar bi nekdo znal smatrati, da je tvoj povprečen teden, na osnovi tega, kar si predstavljajo, da ti si, ko rečemo, da si pesnica, esejistka, urednica itd. No, ali obstaja povprečen teden? Ja, verjetno obstaja. A veš, v bistvu probam, zdaj že nekaj časa poskušam živeti vsak teden tako kot zaposleni ljudje, tako kot da bi delala za šalterjem v banki. Ne? Se pravi, ne zvečer, ne čez vikende, absolutno zavračam maile čez vikende in tako naprej. Se mi zdi to zelo pomembno, ne? Ker sicer zelo hitro padeš v nek kaos, v res nek mes. Ne? Sicer pa kako poteka moj teden? Opravljam svoj poklic, se pravi poklice. Večinoma imamo samozaposleni v kulturi več kot en poklic, da se nekako zavarujemo in da lahko delamo na več področjih. Skratka, opravljam vsaj 3 poklice v enem tednu ali pa v enem dnevu. Poleg tega opravljam tudi zelo zanimive poklice tajnika, računovodje, vodje projektov, vodje projektov, nadzornika, vodje nadzornikov in tako naprej. Se pravi, nadzorujem sebe, vodim sebe, ki vodim sebe in tako naprej. Te stvari počnem. V stiku z ljudmi se pa mi pogosto zdi, potem kako me opisujejo, da imajo občutek, da sem vsak dan nekaj drugega. To se pravi, da sem recimo ob ponedeljkih pisateljica, potem sem ob torkih, ne vem, skladateljica, srede imam rezervirane za sociologijo in tako naprej. Res imam včasih tak občutek, ampak seveda ni tako, ne, te stvari se prepletajo. Veliko mojega dela navzven verjetno izgleda kot nedelo,
ker to pomeni neko hojo, sem pa tja, razmišljanje, sestavljanje misli, nekih poant, nekih konceptov in tako naprej. Skratka, ni nič kaj poseben teden, da bi rekla, da se kaj strašno fantastičnega zgodi. Je vibranten, zelo rada večino svojega časa, skratka, ko nisem za računalnikom sem večinoma zunaj v mestu, mi je to urbano življenje izrazito pomembno. Z Natašo se prelagava naokoli, vedno srečujeva ljudi, spijemo ene 5-6 kav, potem na večer. To mi je dosti pomembno. Poskušam iti v gledališče, kolikor mi rata, na koncerte, kar naprej sem v knjigarnah, zelo veliko zunaj berem, skozi sem okoli z Veskom, se vedno zapisujem, ogromno pišem na roke. Tako nič kaj posebej spektakularen teden ni, je pa zanesljivo drugačen od tega, kot se mi ga pogosto pripisuje. Tako nekako. Ampak vseeno si naštela kar ene take zelo nišna početja, no, za kulturnico, recimo ta pisanje in hoja in to se mi zdi, kar je nekaj, kar v bistvu vsi počnemo, a ne. Samo spet razmišljam na podlagi odgovorov, ki si jih že dala, koliko pa je v tem prav to tvoje delo pa ja, prepoznano in kot delo in kot nekaj produktivnega. Skratka, sprašuješ me, ali splošno javno zunanji svet to vidi kot produktivno? Ne, niti nujno to sprašujem, v bistvu samo komentiram, da v bistvu mi je predvsem vseeno, a to vidijo kot produktivno ali ne. Ne, sej meni je tudi. Ja, sej, ker si mislim, da je tudi tebi, ampak ja, komentiram pa glede na kar si že povedala. Ja, mislim, verjetno je to čisto smiselno vsem, ki delajo v tem nekem širšem kulturniškem svetu, pa še komu verjetno. Se pravi, zdaj se spet vračam na tisti fokus, na tisto zbranost, o kateri sem govorila, ne, to je absolutno del tega, ne, se pravi, hoja neobremenjena z nekim konkretnim početjem, ne, mislim, pisanje je konkretizirano, zelo majhen del pisanja knjige, vsaj v mojem primeru, je tak konkreten. Vse ostalo je v bistvu opazovanje. Je takole, da sediš med pogovorom in opazuješ zelo konkretno skupino ljudi pred seboj in v resnici lahko o tem napišeš še pa još. Kako pa, ker tudi vmes, ko si odgovarjala na zadnje vprašanje, sem tudi sama razmišljala o tem, ker si rekla, da ves čas v bistvu si vse, kar si, a ne. Ampak vseeno pa neki produkti, ki jih pa ustvarjaš, bodi si leposlovna dela, bodi si skladbe, bodi si pač razno, so pa vseeno vsaj nekako oprijemljivi, torej so neke zaključene celote, ne, če tudi imajo odnose drugim med drugim. In me zanima, kako pa potem vseeno ti tako zelo, pa namerno bom uporabil to besedo, produktivno uspeva pa ohranjati ta fokus oziroma ga držati in ga usmerjati. Najpreprostejši in verjetno tudi celo najpreprostejši in mogoče tudi celo najbolj iskren odgovor bi bil to, da je vse blazno zanimivo. Res to mislim, popolnoma vse je zanimivo. Prideš nekam, prideš v mladinca, se pojavi draga, jo gledaš, jo poslušaš, ti da en tekst za pogledati, zraven smo drugi ljudje, nekaj pokomentiramo, gledamo tam neke skupine bejb, ki so prišle na kavo in se pogovarjamo, so sapfistke ali niso, In vse je izrazito zanimivo, vse se da povezati z vsem, vse ima nek svoj zgodovinski kontekst, v vsem je vsebovana neka, če tudi zelo bežna ideja o prihodnosti, je pa seveda verjetno bistveno bolj zahtevno te stvari artikulirati. In tukaj spet vstopi ta fokus, se pravi zbranost, kaj točno hočeš povedati, kako to želiš povedati, zakaj to želiš povedati, kaj želiš v bistvu zdrmati s tem, ne, ker v bistvu samo nekako reproducirati realnost verjetno ni toliko zanimivo, a ne. To bi bil najbolj preprost odgovor verjetno. Je kar zadovoljiv. Zdaj pa bi se ustavila pri eni besedi, in sicer Nina je meni zaupala, da ji je zelo ljuba beseda književnik oziroma književnica.
In te prosim, da tudi z ostalimi podeliš, zakaj. Mislim, to je relacijsko. Zanimiva in všeč mi je v relaciji na neke druge izraze. Všeč mi je iz zelo preprostega razloga in to je, da od mene ne zahteva neke hiperspecializacije v definiranju svojega početja, svojega dela. Se pravi, književnik je nekdo, ki piše predvidoma knjige, kaj točno je na koncu knjiga, to je tudi v bistvu tako zelo zanimivo vprašanje, ne, ali je to res v konvencionalnem smislu knjiga ali je to nekaj drugega. In všeč mi je, ko jo lahko uporabim, zato da se izognem sploh postavljanju sebe v področje specializacije, ki jo ekonomski sistem, v katerem živimo, izrazito zahteva. Se pravi, da se določiš kot, recimo v tem primeru, kot pesnica, kot skladateljica. Za nič od tega se zares nimam v tem smislu, v tem specializiranem smislu. Specializacija se mi zdi izrazito nevarna. Najbolj me skrbijo ljudje, ki se ukvarjajo samo z nečim. Mislim, da je to zelo ozka perspektiva. Mislim, da se ne da vsake misli v enaki formi ali pa enakem žanru artikulirati. Mislim, da se mora ta forma in žanr v bistvu prilagajati sami misli, ki jo želimo artikulirati. Vse je treba podrediti temu, zato da ven pride nekako v nekem polnem pomenu, kot si ga seveda predstavljamo. Ne? In književnik mi omogoča vsaj, se pravi ta izraz mi omogoča vsaj blagi odmik od tega. Sicer zelo hitro padeš na tem testu, ne? Zato ker potem objaviš knjigo in potem je v naslednji fazi se ti zgodi recimo NUK pa vse ostale knjižnice, ki odkupijo te knjige, ker jih morajo odkupiti in potem oni določajo, kam gre kaka knjiga. Ne? Ravno par tednov nazaj sem bila v Konzorciju in sem naletela na oddelku za poezijo, se pravi v tistem najbolj stlačenem v kot oddelku, sem naletela na eno knjigo ene avtorice in je zadaj na zadnji platnici pisalo, da je to avtoričino prvo prozno delo. In zdaj si jaz predstavljam, da je nekdo, ki dela v Konzorciju, vzel to knjigo v roke, jo prelistal, v njej ni videl tistih konvencionalnih podob proze, se pravi od začetka do konca vrstice, odstavki, poglavja, ampak je bilo vse skupaj nekako razmetano, ergo to je poezija. Se pravi, ni bilo dovolj niti, da avtorica vztraja v tem. Večkrat sem že dala tudi primer Samuela Becketa, ki je za ogromno enih svojih del, zlasti za dela, ki jih je pisal za opere, vztraja v tem, da niso pesmi, ampak da so teksti. In meni bi bilo zelo všeč, če bi operirali bolj z izrazom teksti. Ampak če že to ne gre, recimo, da si lahko vsaj sama sebi pomagam s književnikom. NUK mi pri tem ne more pomagati. Kdo pa ti lahko? Koliko posluha najdeš pri, ne vem, drugih književnikih, književnicah ali komorkoli drugem? No pa kaj vem, mi smo taka ena zelo raznolika scena, tako kot je LGBT scena, ena tako najbolj heterogenih scen ever. Ne? Ampak srečujem neke avtorje pa avtorice, s katerimi kliknem, ki so mi zanimivi, spremljam njihovo delo, poskušam spremljati res čim več, pa ne samo na področju literature. Zelo je fino, ker se pogosto srečamo čisto spontano, brez dogovarjanja v mestu, pa potem tam v Pelikanu visimo do poznih ur, pijemo kavo. Tako da neki babli se najdejo. Ne? Je pa, kot rečeno, literarna scena zelo ima toga tam. Okay. In tvoja dela, kot publika upam, da pozna in ve in tudi kot je danes mogoče slišati, se ne uklanjajo nekim žanrom ali pa nekim specializacijam, kot ti to imenuješ. In tudi tvoji naslovi so zelo zanimivi. Če jih izpostavim samo nekaj, Gospa, tega v realnosti ni. Ampak kdo? Kdo ima druge skrbi?
Zdijo se mi zelo povedni in me v bistvu zanima, kako nastajajo, kaj te inspirira. A je že kdaj bilo tako, da je obstajal najprej naslov in potem vsebina? Pač ta proces me malo zanima. Ne vem, če avtorji tako razmišljamo, ali pa ne vem, mogoče pa eni avtorji tako razmišljajo, ampak res ne znam odgovoriti na to vprašanje, kaj je bilo prej, pa če je bilo kdaj kaj drugega prej, nimam pojma. Nekje resno mislim, ko pravim, da je vse in da so vsi izrazito zanimivi. In če samo poslušam ljudi, vsi tako dobro govorijo, vsi take zanimive stvari rečejo, ki so take, ta recimo primer, gospa tega v realnosti ni, to je v resnici citat. To je nastalo, ko sem eno soboto, verjetno en dan, vikend je bil nekaj let nazaj, sem hodila po centru Ljubljane in sem ravno nekaj snemala, neke field recordinge sem delala, brez nekega posebnega namena, zelo veliko snemam po mestu, imam neko tako veliko knjižnico teh audio posnetkov mesta ali pa različnih mest. In na Čopovi, oziroma tam čisto pri pošti, zgoraj na vrhu Čopove, je bila ena ženska, ki je stala in je mimoidočim govorila tako random ljudem, da tega v realnosti ni. In pa sem se, praviloma samo hodim mimo, se pravi, samo javni prostor snemam, ne. In tle sem se pa spet v javnem prostoru morala ustaviti, ker me je izrazito zanimalo, česa v realnosti ni. Prav tako sem bila, česa fucking ni. In ona je tako, ne vem, šel en par mimo in je ona rekla, ampak tega v realnosti ni, gospa, tega v realnosti ni. In to je kar naprej ljudem ponavljala. In res je minilo, ne vem, verjetno kakšnih, ne vem, 20 minut, ko sem tam stala in čakala, da izvem, upala, da bi mogoče lahko izvedela, česa po njenem v realnosti ni. In pa je naenkrat rekla, gospa, tega v realnosti ni, čisto malo pauze, da je šel par mimo, da bi bil kelner nekomu menedžer. In to se meni zdi tako briljanten stavek, se mi zdi, da tako perfektno zaobjame ekonomsko, politično, socialno strukturo sodobne družbe in iz tega je potem nastala cela kompozicija. Tako nekako, nekaj se zgodi ali pa, ne vem, ampak kdo se mi zdi, ugibam, za to gospo vem točno, ampak kdo ugibam, ampak se mi zdi, da je nastal iz tega, da se je zelo veliko govorilo po medijih, mislim, novinarji v Dnevniku, novinarji mislim, v tekstih, brandom ljudje in tako naprej. Sem opazila, da vse več govorijo stavke, kot so v takem nekem pasivu, a ne? Takem nekem nedoločniku, se pravi, uničili so zdravstvo. A veš, napadajo našo, kaj rečejo ponavadi rečejo državo, naš način življenja, so takšni in takšni, a veš. In se mi zdi, da zelo manjka v tem vprašanje, ampak kdo? Ampak res, ker to so vedno konkretni ljudje, to so konkretne skupine ljudi. In se mi zdi, da je pomembno poskušati odgovarjati na to vprašanje ali pa se ga vsaj vprašati. Zato, ker verjetno tak zelo nedoločen govor proizvaja neko distanco do problema. Res, samo ugibam, ne, spekuliram tukaj, ne. Se mi zdi, da vzpostavlja neko distanco, zaradi katere je potem lažje sprejmemo problem kot danost. Ne, ker potem je nek aktualen ali pa kroničen družbeni problem, se nekako poenoti z naravo. Se pravi, sonce je, a ne? In seveda medtem, ko ne odgovarjamo na vprašanje, kdo je zdaj prinesel sonce, ne, razen kleriki, ampak kaj, pusti to, pri družbenih problemih se pa ne moramo tako obnašati, ne. In recimo, da je bil mogoče, da je zdravstvo v tej državi tak dober primer tega, ne. Se pravi, zdravstvo se uničuje zelo dolgo časa, ne. Potem se pojavi vprašanje res, ampak kdo ga je uničil? Ne rabim nujno imen in priimkov, ampak tako. In na primeru teme, ki jo obravnavamo v tej knjigi, se pravi homofobije izrazite, v tej konkretni sodobni družbi,
se vedno tudi govori, ne, da je družba homofobna ali pa da ni homofobna in tako naprej. Ne. Se mi zdi, da se v tem najpogosteje pozablja, ponavadi se govori o politiki, se govori o desnici pa tako naprej. Se pa mi zdi, da pri tem se pogosto pozabljamo na eno zelo pomembno institucijo, ki je v samem temelju in eden glavnih nosilcev in poganjalcev homofobije, in to je tako imenovana družina. Ne? In to nekako poskušam v tej knjigi obravnavati. Vsakdanjega človeka, ne pa nujno neke bolj javne predstavnike struktur. Mislim, lahko so oboje. Ne? Gospod Stanič, glavni lik te pesniške zbirke, je lahko v resnici tudi dost javna oseba. Je pa v klozetu in se pojavi vprašanje, zakaj v klozetu in tudi zakaj v razmerah, v kakršnih živimo, se pravi, ko je LGBT gibanje že res ogromno dela opravilo, ne vsega, veliko pa, se pojavi vprašanje, zakaj nekdo danes ne bi izstopil. Se pravi, kako je z avtohomofobijo, kako je z nenehno, z nekim z neko nezmožnostjo prekinitve stika s tako imenovano primarno družino, se pravi nenehno vračanje s tem, kaj bodo rekli starši, nenehno soočanje z v resnici pogosto zelo homofobnim neposrednim okoljem, kot je recimo neka stanovanjska četrt in tako naprej. Se pravi, ja, vsakdanje življenje, ampak lahko je od nekega random človeka, lahko pa je od voditelja kviza na kakšni televiziji. Kako pa, zdaj razmišljam o tem, kar govoriš namreč in se sprašujem, oziroma v bistvu podoživljam en kup enih očitkov, ki sem jih vsaj jaz marsikdaj prejel, da pa je moj način, in posledično te bom zdaj tudi vprašal, če tudi ti to doživljaš, torej da so naši načini zoperstavljanja tem sistemom, torej homofobnim, transfobnim itd. Preveč intelektualizirani, preveč abstraktni, preveč nedostopni, jezikovno, da so preveč oziroma premalo v njihovem jeziku, a ne? V jeziku in konceptih ljudi, ki želijo izvajati homofobijo, transfobijo itd. In me zanima v bistvu, a prejemaš ti slučajno kakšne takšne kritike na svoja dela? Pravzaprav ne, mislim, veš kaj, mislim, neumni ljudje, kreteni bodo vedno želeli, da se vsi spustijo na njihovo kretensko, neumno, neuko, v resnici zabito raven. In verjetno je treba biti predvsem na to odporen. A ne, a veš, se mi zdi, da nobeno LGBT gibanje, mislim, ti si res močen aktivist v LGBT gibanju, pa ne mislim samo v gibanju za transspolne osebe, mislim res v LGBT plus gibanju. In veš, da te vedno obkroža ta nek očitek, kot tudi sam praviš, a ne. Ampak sej ljudi, ki so v nečem nenormativni, ki od nečesa odstopajo, ki so v nekih marginah, pravzaprav predvsem ves čas obdajajo očitki, a ne. Jaz nimam prav dosti potrpljenja za te stvari, se tudi poskušam, mogoče je to tudi del tega nekega dobrega življenja, o katerem sem na začetku govorila, se pravi, se poskušam obdajati ljudi, ki se mi zdijo izrazito zanimivi, ki se mi zdijo zainteresirani, ki poskušajo tudi pri sebi držati neko tako vznemirljivo, vibrantno raven in izražanja, razmišljanja, odpiranja tem in tako naprej. S tem se ne soočam toliko, kar sem se mogoče s čimer sem se mogoče soočila, je neka druga oblika neumnosti ali pa neumja pri kritikih in to so vedno, zdaj pa recimo, da je to slučaj, jaz bom sam povedala, vedno bili straight tipi, ampak recimo, da je to mogoče samo slučaj, ker jih ni bilo toliko veliko, da bi lahko iz tega naredila nek reprezentativen vzorec.
ki so za kakšno stvar rekli, da sej ne more biti tako hudo. Ne, se pravi, huda homofobija, ki jo nekdo doživlja, ali pa huda transfobija, ki jo nekdo doživlja, ali pa huda ksenofobija, ki jo nekdo doživlja, pa sej v resnici stvari ne morejo biti tako hude. Ali pa, ko zaposleni kritik, nekdo z redno službo, pravi, da pa sej razmere v samozaposlenosti ne morejo biti tako slabe. Medtem imam jaz približno pol bližnjih, ne tako bližnjih kolegov, kulturnikov, ki v povprečju na 2 meseca prosijo svoje starše, če jim plačajo račune. Ne? In zdaj neko odpornost je do tega treba graditi, predvsem pa mislim, da jo treba graditi na način, da se odzoveš enako kritično, kot misliš, da je to potrebno. Se pravi, da je treba nenehno sesuvati te ljudi. Res je, da takoj, ko se pojaviš, ko si prepoznan kot del neke manjšine, neke, lahko je to spolna, seksualna, etnična in tako naprej, ugotoviš, da bo verjetno večji del tvojega dela namenjen temu, da se ukvarjaš s stvarmi, s katerimi se v bistvu raje ne bi hotel ukvarjati ali pa s katerimi se mogoče del družbe sploh ne rabi ukvarjati, a ne? Ampak se mi zdi pomembno se preprosto ves čas odzivati. Tako da nekih takih očitkov, kot jih omenjaš, niti nisem toliko dobila, ampak drugih pa, ja, jih ne manjka, a ne? Tako da v bistvu saj skozi pišem, no, saj skozi objavljam, ne, saj skozi nekaj za komentirati, ne. Ja, jaz se tudi ne bi niti te spraševal o njih, ker se mi zdi, da potem jih samo legitimirava še. Kako se pa ti odzivaš? Ful je odvisno od tega, kje se to dogaja. Torej, vseeno, jaz sem deloval tudi recimo ogromno starši LGBT oseb ali pa mladih trans oseb ali pa precej izobražujem, torej sem v nekih okoljih, kjer me ali nekdo najame, da nekaj govorim, to so tudi neka šolska okolja, tudi vrtci itd., tako da je ful odvisno, ful presojam, koliko ostrine si lahko privoščim, no. Sicer, če gledam v primerjavi s kakšnimi kolegi ali pa kolegicami, s katerimi soizvajamo kaj, sem gotovo najbolj oster, in na moment tudi kdaj podvomim a je to prava tehnika oziroma metoda, potem pa spet slišim nekaj takega, kot to, kar si ti zdaj povedala, pa mi je tako, ja ne, seveda je to edini način, ne. Zdi se mi, da na splošno bi se lahko reklo, da je takih zelo, pa sploh ni oster, niti ni prava beseda, zato ker v bistvu samo pač govorimo svojo resnico, ne, ampak da je vseeno takšnih diskurzov premalo, ne, da manjkajo. Ja, jaz bi v bistvu zdaj šel še na to, da si pa vseeno, mislim, želim to izpostaviti, no, si zelo nagrajena, dobivaš precej nagrad, raznoraznih, in čestitke seveda za vse to, zdi se mi zelo ključno, obenem pa tudi postavlja razna vprašanja, pač nagrajenost. Eno je, zelo me zanima, kako se ti sama odzivaš na te nagrade v smislu in pripoznanja in pa hkrati tudi te specializacije, ki si jo že omenjala, ne. A so tvoja dela, a so klasificirana kot, ne vem, lezbična, kvirovska, karkoli od tega. Če ja, a ti je to v redu, če ne, kako se odzivaš recimo ko sprejemaš, ko, ja. Ja, te nagrade, ne. Ne, veš, zakaj se za glavo držim, ne? Zato, ker kot samozaposlena v kulturi nagrade preprosto rabim. Zato, ker se sicer lahko zgodi tam na Ministrstvu za kulturo neka Jožica, ki mi lahko zlahka naslednjič, ko obnavljam status, tega zavrne, ker se pač njej tako zdi, ker ona gleda kljukice in ima pojma o fucking ničemer. Tako da nagrade predvsem rabim. Problem pa je v tem, da jih rabimo vsi, ki smo na statusu. In zdaj nagrad je seveda bistveno manj, kot je nas, in
nikoli nismo čisto razumeli, kako si MZK predstavlja te stvari, kako ne bi vsi skozi dobivali vse nagrade. Ne vem, ne. Pa se to velja tudi izven kroga samozaposlenih, ne. Vseh umetnikov in umetnic, povsod velja to. Ne. Ampak to obenem proizvaja neko tekmo med avtorji in avtoricami, neko tekmo, ki je nihče v resnici noče. Zlahka si predstavljam razmere, v katerih je za ekonomsko in socialno varnost vseh avtorjev poskrbljeno in vse te nagrade preprosto ukinemo. Ker kaj? Ker res kaj? Čemu to služi? Samo neko hierarhijo spet vzpostavlja. Tako da seveda, po drugi strani seveda je dober občutek dobiti nagrado, ne, se ti zdi fajn, se ti zdi, da si nekako povezan s svetom. Ogromno ljudi sem spoznala, ki se ne druži mogoče tako veliko, samo z vso to sceno, vsemi temi uredniki. Ogromno sem enih zanimivih ljudi spoznala, nekako se znajdeš nekom na vsaj približno enaki valovni dolžini, če je že nagradil tvojo knjigo in tako naprej. Da srečaš krasne ljudi, to je gotovo neka pozitivna stvar. To, kako označujejo moje delo, mene absolutno nič ne moti, če ga označujejo kot queer, lezbično, LGBT in tako naprej. Se pa mi pogosto zdi, da niti približno ne razumejo, da ne razumejo vsi, kaj točno s tem izrekajo. Se pravi, zelo mi je jasno, da ko se queer tekst, neko queer delo, ne samo tekst, pojavi v javnosti, da bo zelo tvegalo, da se njegovo kvalitativno, njegovo, recimo temu za namene pogovora, umetniško raven zreducira na račun tega nekega družbene angažiranosti, aktivističnosti in tako naprej. In seveda vsi avtorji, ki so izrecni v svojem queerovstvu, so že po definiciji nekako družbeno angažirani, ne, in so aktivistični in prav je tako. Ampak ne nujno zato, ker bi mi vsi to sploh hoteli. Se pravi, mi smo ves čas v situaciji, da je neka, že pred 100-150 leti, v bistvu nek homofobni del družbe in transfobni del družbe in LGBT-fobni del družbe proizvedel neko kategorijo, s katero je naredil razliko in osnovo za diskriminacijo, medtem pa so queer ljudje sam hoteli živeti. Ne? Se tam z nekom poljubljati, se družiti, spiti kavo in tako, in to je to. Ne? No, potem pa se ta ista stvar, ki jo je ta isti nek splošni, kako ne rečem temu, normativni del, konvencionalni del družbe vzpostavil, se k tebi vrne z vsako knjigo, z vsakim delom, ki ga proizvedeš, kot specifika, kot nekaj, kar ni nujno del splošnega. Če veš, kaj približno s tem mislim. Ne? Ravno v zadnjih dneh smo imeli to situacijo, zdaj, ko je Javna agencija za knjigo, saj ste verjetno brali vsi o tem, koliko je skrčila sredstva nekaterim založbam, med drugim tudi založbi Škuc, in sicer menda največ med vsemi temi založbami je znižala za kakšno tretjino sredstev. In zdaj tam je neka komisija, ki naj bi bila strokovna komisija, če tudi jaz po pravici povedano nisem videla nekih referenc tukaj, ampak okej. Te odločbe, ki jih dobi založba, so kratke, to je en tak odstavek. No, in ta komisija je zmogla kar ene 3-krat takole v 4 povedih poudariti zamejenost, nišnost, zaprtost založbe, ki objavlja LGBT avtorje, LGBT teme in tako naprej. Se pravi, nekaj, kar so sami sproducirali. Da sploh ne omenjam tega, da avtorji od te založbe so, mislim, samo v zadnjih 5 letih so 3 Jenkove nagrade šle, se pravi, nacionalne nagrade za poezijo so šle na to založbo. A ne? Ampak to hitro postane problem. A ne? In ves čas se na založbi vsakih par let se ukvarjamo s to isto temo. Se pravi, neka skupina ljudi, ki ima moč odločanja, sproducira razliko, jo obrne v nišnost, če tudi je ta literatura povsod, in jo v bistvu
mislim, to je po definiciji diskriminacija, se pravi razlikovanje na podlagi spolne ali seksualne opredelitve. In se pravi uporabi diskriminacijo zato, da sankcionira založbo, ki samo v bistvu polni družbo svojim delom. A ne? Tako da s temi stvarmi se skozi soočamo v iskanju dobrega življenja. Kako se pa sploh je mogoče odzivati na takšne stvari? Zdaj moraš jim povedati vsakič znova, da so homofobi, ne? Da so homofobi, pa da so transfobi, pa da so LGBT-fobi, pa da so zabiti, pa da ne vejo o ničemer nič. Že samo to, da neka komisija pravi, da je neka literatura nišna, predvideva, če je to strokovna komisija, da je ta komisija strokovno usposobljena za to nišno literaturo. Ne? In zdaj jaz čakam, da vidim kakršnokoli referenco na tem področju. Ne? Ampak spet, a veš, mislim, imamo tle opravka z ljudmi, vsaj z nekaterimi izmed njih, ki so zelo javno prisotni, zelo prepoznani kot intelektualci, vsi hodijo na njihove dogodke, vsi jih berejo in tako naprej. V taki situaciji se pa redko kdo, praviloma samo LGBT avtori sami zavzamejo za svoj lasten položaj. Tudi novi LGBT avtori, ki jih spoznavam, so večinoma izrazito, vsaj deklarativno apolitični. Se pravi, kam to vodi? Imaš dotok novih avtorjev, ki so apolitični, imaš splošno javnost, ki se absolutno na nič ne odzove in so stvari pač vsi drugačni, vsi enakopravni, okej. Medtem pa se uničuje in založbe in avtorje in čisto življenjske pogoje mnogih ljudi. Ta prostor je iz tega vidika tako neverjetno zahojen. Pa če tudi izgleda, da vsaj, če si tako, če si queer, če si homoseksualna oseba, pa če nisi zraven še transspolna oseba, je za tvoje pravice relativno v redu poskrbljeno. Tako nekako izgleda. Ne? Ampak v resnici ni tako. V resnici ni, na strukturni ravni ni tako, pri javnostih ni tako, vse povsod šele zdajle, pa je leto 2024, med drugim tudi v tem gledališču, šele zdajle počasi so se začeli pojavljati LGBT ljudje v predstavah, ki se jih nekako tičejo. A ne? Tako da ta plac je v tem vidiku precej zahojen. Ja, ko govoriš zdaj, se mi zdi pomembno potegniti sporednico. Mi smo vseeno v letu, tako kot si rekla, 2024, kar pomeni, da je letos 40. obletnica organiziranega LGBT gibanja. In eni diskurzi so, kot da smo še vedno čist na začetku. Mislim, samo ko si zdaj rekla, da novi val ustvarjalcev, ki prihajajo, so apolitični, mislim, že to je itak oksimoron samo po sebi, ne? In kako vidiš to? Mislim, kako vidim. Strinjam se s tabo, da smo v tem oziru kot leta 1984, ne? Ampak jaz nočem biti v letu 1984, ne? Bi bila res rada nekje drugje, recimo zdaj tle, a ne, recimo. Kako gledam, nekako se, to so zelo zapletena vprašanja, v bistvu so zelo težka, v bistvu so na nek način tudi precej boleča, ker verjetno tudi sam dobro veš, kot dolgoletni aktivist, ne, kako se zdaj soočati s tem, se pravi, vzpostaviš v tvojem primeru celo organizacijo, ne, in kaj zdaj s tem, ne, kje so zdaj vsi ti aktivisti, kje je zdaj ta veliki politični boj, ne. Se mi zdi, da v bistvu tudi niti leta 1984 nismo zdajle, če pomislim, ne, če se spomnim tistih prvih nekih dogodkov tukaj, da ne govorim po svetu, spomnimo se ACT-UPa v New Yorku in tako naprej, da sploh ne govorimo o teh res hudih, izrazito politično ostrih, kritičnih, grassroots pristopih k aktivizmu, tudi prvih paradah ponosa tukaj, ko pomislim na razne transparente, na unega legendarnega ne jebote pederi, nego kapitalizam, pa ne vem, nočem cukjatija za očeta, pa whatnot, ne. Fast forward 40 let, vidim na paradah ponosa večinoma plakate, na katerih piše, ne vem, imejmo se radi, ljubezen je ljubezen, ne, mislim, sam ni tako, ne, ni tako, da je ljubezen. V resnici je tako, da je ena ljubezen popolnoma v varnem okolju, potem pa je druga ljubezen, kjer se v resnici malo bojiš prijeti svojo punco za roko na Prešercu. Ne? In kaj zdaj narediti s tem
dotokom ljudi, ki se mi zdi, da bi najpogosteje radi samo imeli neke birokratske službe, se pravi EU projekti, pa ves čas smo pri mladih. Mislim, kot da je v resnici imajo težave mladi, ne pa folk v srednjih letih in starejših letih. Ne vem, kaj o tem reči. Nekako sfokusirati se na svoje delo, ohranjati nek mir, verjetno za vse čase velja, da so najboljši in najslabši. Nimam pa, ne morem pa reči, da imam nek veliki odgovor na to, kaj narediti, kako zdaj sproducirati. Te niti ne bi vprašal. Ne, res mislim, da ga ne morem kar tako Ne, ponuditi. saj iskreno tudi jaz mislim, da takšni odgovori vsaj iz ust individuuma itak ne morejo obstajati. Ne. Je pa, razmišljam zdaj, ko govoriš in ko sva govorila o nagradah, ta vikend se podeljuje, za tiste, ki morda ne veste, Tifanije, to so kot neki, zlate Tifanije so kot neki, kot neka parodija na Oskarje, na LGBT sceni, ki pa v bistvu, kot si tudi že ti prej rekla o nagradah, tudi lahko zelo veliko hierarhij med sabo potegne. In sem te želel vprašati, če se pa ti počutiš s svojimi deli, ki so, ja, zelo nagrajevana, prepoznano tudi znotraj skupnosti. Vsaj na tak način, kot bi ti želela, no. Ta skupnost, ki to pravzaprav verjetno sploh ni, se mi zdaj že vsaj zadnjih 15 let kaže kot izrazito nenaklonjena kulturi in umetnosti. Tako da nisem prepričana, koliko zelo. To so te zagatne situacije, ko si v bistvu, ko iščeš domicil, si želiš biti del nečesa, hočeš neko sceno, hočeš biti z nekimi svojimi ljudmi, karkoli naj bi že to pomenilo, pa v resnici večino časa ne gre. Gibanje se, če smo popolnoma iskreni, sreča na Parado ponosa, v resnici je to ena mreža nekih organizacij in posameznikov, ki so večinoma v konfliktih. Tle je precej enih zagatnih situacij, o katerih je tudi težko govoriti, sploh ker veš, da imaš zunaj precej večjega sovražnika, a ne, tle gre pa večinoma za take neke nesmiselne konflikte. Koliko sploh želim biti del tega, nisem prepričana, ampak hkrati pa želim biti. Hočem pa nočem, nekako, ne vem. Sem imela svoja leta žuranja po sceni, sem se imela zelo dober. Zelo sem vesela, da sem spoznala, zdaj grem reči v neke bolj osebne stvari, ampak da imam ob sebi Natašo kot nekoga, ki tako zelo je tak stvaren človek in blazno vibranten, zainteresiran, z ogromno energije, ki je pa tudi en tak scenski frik, a veš, in mogoče sva si v tem blizu. Tako da hodiva na sceno, hodim na dogodke, mislim, da LGBT scena mnogo manj hodi na dogodke kot mi na LGBT dogodke. Nekako začneš navigirati v teh nekih novih razmerah, mislim, da je živeti v neki nostalgični ideji o tem, kako se je gibanje imelo fajn, a veš, ta nenehen poudarek na 80-ih skozi obstaja, a ne, ta velika 80-ta, ki so bili vsi tako v ledru in vsi so bili blazno avantgardni in blazno napredni. Vsako obdobje ima to neko svojo moč, v verjetno zelo različnih oblikah, v različnih pojavnostih. Tako da ne iščem 80-ih, iščem 2024, ampak brez transparentov, dajmo se imeti radi, tako nekako. Hvala. Ne, v bistvu res hvala za ta odgovor, na nek način, mogoče tudi zato, ker izhajam iz sebe. Mislim pa, dajmo se imeti, ampak res. Ja, valjda. Zdi se mi, da si vseeno zelo iskreno opisala odnos marsikoga
do LGBT skupnosti. In ja, zdi se mi zelo pomembno tudi za ljudi, ki to gledajo, pa mogoče niso del tega ali pa to poslušajo, torej naju danes, da se sliši, da ja, ni to ena homogena, ljubeča se enota, kot nič ni, kar pa tudi ne pomeni, da pa ni veliko drobcev ljubečnosti in drugih oblik nekega stika, no? Ker zdi se mi, da v končni fazi vseeno vsi iščemo nek stik, ne? In to iščemo preko svojih odnosov, preko svojega dela, stik in prostor za izražati se, ne? To se mi zdi, da je neka skupna. Ja, mislim, gotovo, na sceni se zapecamo, ampak na sceni tudi razvijamo cele kulture v resnici, zdaj pa to že desetletja, ne, cel jezik, a ne, cela neka spika je tu, ki jo razumeš ali pa ne, nekako moraš začutiti neke detajle, a veš, kdo je Twinkie, kdo je teta, kdo je ta, kdo je ono, a ne, to se ves čas spreminja, razvija, v tem smislu je zelo, zelo vibrantno, ne, in se nekako srečamo in se imamo fino, ampak sej, sam mislim, da velja biti okoli tega kritičen, ravno zato, da bi se mogoče politično nekako pojačala, opolnomočila spet scena v resnično neko gibanje, ker se mi zdi, da prihajajo iz tega vidika precej zahtevni časi v političnem smislu. Gotovo. Kdo se bo odzval na nje? Ja. A veš, in kako? Z objemom, zastojno objemi, mislim, a veš. Ne, te zelo slišim in bi v bistvu ni panike potegnil ravno sporednice in med tvojo zadnjo knjigo, ampak kdo, zadnjo v slovenskem jeziku, in ki v bistvu prikazuje neko, tako kot si se sama prej izrazila, v bistvu pretakanje sistema, ne, skozi ljudi in skozi ta osrednji lik, oziroma enega od osrednjih likov, gospod Jerman, ki je ta, in ta Slovenka, no, ki pač je soseda in je opazovalka in je tisto sokolovo oko in je tudi nekaj, s čimer v bistvu se trenutno predstava Slovenija šteje, zelo veliko tudi ukvarja, ne, s tem, torej s to neko vzvišenim pogledom na druge, brez iste pronicljivosti do sebe. In me zanima, kaj meniš, torej, koliko takšnega delovanja mehanizmov je pa tudi znotraj LGBT skupnosti, torej tega, ko ljudje veliko raje so gospa Jerman do drugih članov in članic skupnosti, kot pa da bi zase sebe analizirali najprej. V tej vode greva, alright, najprej bi rekla, da pri pisanju gospe Jerman nisem imela za Slovenko ali kakršnokoli pripadnico česarkoli v tem smislu, ali je Čehinja, ali je Slovenka, ali kaj, to sploh ni tema. Hvala za to opombo. Ja, sej tudi jaz, ko sem rekel Slovenka, nisem mislil nujno Slovenka, ampak bolj pač ta, ful je bila to v bistvu navezava na Slovenka v Sloveniji šteje. Ja, tisti majhen, zagrenjen človek. Slišim, da je super predstava. Ja. Ja, no, mislim, odgovarjam na nekaj, ker se mi zdi, da ti tudi že veš, ne. Zdaj, kot smo rekli na začetku, je LGBT scena izrazito heterogeno področje. Tukaj se marsikaj najde. Vprašanje tvoje pa je, kako se soočamo s tem, kaj si mislimo o tem. Kako se ti, ja. Veš kaj je, nekaj se zgodi, ko prideš na sceno in to je, da razvijaš eno posebno ljubezen do ogromno enih stvari na sceni dopuščamo, ki jih mogoče drugje ne bi. Iz čiste neke, ne vem, mogoče je to tako kot, a veš, se naredi neka izbrana družina,
A veš, in zdaj pač, a veš, tako kot, ne vem, bratje pa sestre so, kakršni so, in tle se potem pa tudi znajdeš z nekimi ljudmi, pri katerih razvijaš neko ljubezen do njih iz samega tega, da si delite nek prostor, nek čas, pravzaprav potujete skupaj skozi življenje, ima pa to seveda spet svoje meje. In relativno hitro lahko nanje tudi naletiš na LGBT sceni, tako kot pravzaprav na katerikoli sceni, ni prav v ničemer drugačna. Mogoče malo več bleščic, ampak sicer ni bistveno dogajanje drugačne kot na kakih drugih scenah. Ponavadi je tako, da priješ, vsaj v mojem primeru je bilo tako, se mi zdi, no, da priješ na sceno, poskušaš spoznati čim več ljudi, potem se pa stvari počasi filtrirajo. A veš, povsod je tako. Vprašanje je, ali, in to naj vrača na prejšnjo temo, ali se v resnici sploh kdo ukvarja z simpel, z intelektualnim, z neko intelektualno emancipacijo na sami sceni. Ali smo zreducirali stvari na cruising, na neko štreko in na nek žur in na 5 EU projektov, in ko rečem EU, mora biti že vse jasno, kaj mislim s tem, ne. Mislim, da nam zmanjka prostora, da nimamo prostora, da ga ne moremo vzpostaviti nekako prostora za diskusijo, kritično, za soočenje tako antagonistično, a veš, in da se te stvari zdaj nekako razmislijo, da se te stvari pogovorijo, da se predebatirajo. Mislim, da nam to popolnoma manjka, mislim, da nam manjka neke notranje kritičnosti, se pravi, zelo je easy biti kritičen do družbe, manjka nam ta notranji del in spet skrbi me, da se počasi vzgaja neke nove skupine ljudi, ki nimajo nobenega namena poznati zgodovino LGBT tukajšnjega prostora, vključno z njenimi konflikti, ker niso bili nikoli zaman, so imeli vedno neko težo s tem, kar je bilo narejenega. Zelo malo vidim nekega razvoja teoretske misli, se pravi čisto mišljenja konceptov. Ogromno enih pogovorov nam manjka. To mogoče je prvo, kar mi pride na pamet. But then again, mislim, da nam na vseh scenah manjka predvsem ogromno pogovorov. Ja, saj ravno, ko te poslušam, to je vsekakor nekaj, kar se da prenesti na razne oblike družine, tako biološke kot izbrane, kot vse ostale mikro ali makro družbene skupine, a ne. V bistvu bova zaključila zdaj z vprašanjem, ki zdaj si naštevala, kaj nam manjka, v smislu v eni družbeni skupini. Zanima pa me še, kaj ti meniš kot nekdo, ki pa tudi kar precej potuje, bila si tudi na nekaj rezidencah v tujini. Kaj si pa je lahko to prostor, lahko je občutek, lahko je karkoli. Kaj se pa ti zdi, da v Ljubljani ali pa v Sloveniji manjka? Kaj je nekaj, kar si želiš, da bi tvoje življenje lahko bilo še bolj mirno, no? Ja, mislim, najprej mi je na misel prišlo to, da sem v eni knjigi pesniški napisala, da je to mesto neskončno barje, ne. Pa zdaj poskušam najti nekaj mnogo bolj, kako naj rečem, pozitivnega vsemu skupaj. V resnici je lahko v Ljubljani precej fino živeti, če imaš možnost potovanja. Kaj mogoče pogrešam, če me potem sprašuješ, ko pridem od nekod. Mislim, najprej bi rekla, da se mi zdi tujina izrazito precenjena. Mislim, da se tako zelo pogosto pozablja, da je tujina v bistvu samo lokalnost nekje drugje. Seveda spoznaš neke ljudi, ki jih mogoče nisi poznal, ampak ni nič fascinantnega, ne. To pravim zato, ker opažam dostikrat, verjetno je to na vseh umetniških področjih, na področju literature zanesljivo je tako, da je že ena sama recenzija v tujini, se mi zdi, da kar vsi orgazmirajo na to, ne. Se pravi, pojavi se kot nekaj mnogo bolj pomembnega kot recenzija v dnevniku, reviji, literatura in tako naprej, ne. In tle vidim, da mislim, da tle delamo napako, a ne, da ni čisto tako.
Kar gotovo pogrešam v Ljubljani konkretno, so kafiči, v katerih niso zvočniki na ves glas. Res. Ne, pa se ne zafrkavam. In tega ne pravim, ker bi bila konzervativna do kakršnekoli navzočnosti glasbe, daleč od tega. Ne. Pa tudi ne zato, ker se z zvočnimi umetnostmi ukvarjam. Ampak zato, ker se mi zdi, da glasna muzika v kafičih deluje dehumanizacijsko. To se pravi, mislim, da osiromašuje človeka, njenega ali njenih temeljnih potencialov in namreč zmožnosti stika. Se mi zdi, da ta neka močna muzika v kafičih, pa ponavadi je to kakšna kompilacija Ibiza Sunset Volume 14, ne, v bistvu proizvaja take darvinistične razmere preživetja najmočnejših. In potem je tu vprašanje, ne, vse se v bistvu se mi zdi, da se zreducira na tako zelo binarno izbiro. Ali v tem sodeluješ, ali se pa izločiš. In zdaj, če ti nekako ti ne paše sodelovati v tem, če hočeš nekaj drugega, če te v bistvu res zanima neka diskusija, ki ni prekinjena, ki ni samo neko kričanje obremenjeno z izjemno količino držljajev, se v bistvu lahko samo izločiš. In mislim, da to v Ljubljani izrazito pogrešam. Najdem pa to mnogokrat, ko potujem po svetu. Druga stvar, ki jo izrazito pogrešam v Ljubljani, so preprosto knjigarne. Jaz sem ves čas po knjigarnah tudi v Ljubljani. Ne poznam ene knjigarne, ki bi resnično sledila sodobnosti, zlasti na področju umetnosti, na področju kulinaričnih knjig in podobno zelo sledi, pa knjig za samopomoč in tako naprej. Ampak na področju leposlovja in teorije absolutno ne in to pogrešam in večinoma knjige kupujem v tujini. Razen lokalne produkcije, to seveda dobivam tu. Tretja stvar, ki jo pogrešam in mogoče se bom o tem malo ponovila, glede na to, kaj sem že povedala, je en sodobnejši in bolj sproščen odnos do raznih nenormativnosti in specifično LGBT življenj. Tudi na področju kulture in umetnosti. Se pravi, konkretno naprimer v literaturi, pa verjamem, da je na ostalih umetniških področjih precej podobno. Se pravi, imamo neko tako imenovano desno sceno, ki je zelo razkrita v svojih prepričanjih. Potem pa imamo tako imenovano liberalno sceno, za katero se izkaže, da ni prav nič manj LGBT-fobna, le da tega praviloma ne pove direktno ali pa te stvari samo izvaja. In zdaj v tako majhnem prostoru, kakršen je tukajšnji, nas je malo in informacije potuje zelo hitro. In tako zelo konkretno vemo, tako res vemo, kdo so uredniki, avtorji, novinarji na radiju, kritiki, ki so homofobni. Vemo, kdo so konkretno ljudje, ki drugim kritikom pravijo, da naj ne recenzirajo quote unquote lesb. Vse te stvari vemo, mi poznamo te ljudi. Zgodijo se včasih taki precej hudi verbalni napadi. Nekako imam srečo, pa ne pravim, da v tujini ni LGBT-fobije, prav nasprotno, ampak imam nekako srečo, se to je po logiki tega, kdo te kam povabi, ne, da se znajdeš spet v nekem območju relativne varnosti, ampak pogrešam, pravzaprav ne pogrešam, v bistvu zahtevam to isto varnost tu. To so 3 stvari, ki jih mogoče najbolj pogrešam. In kajenje. Mislim, da je to, da se je ukinilo kajenje v kafičih, popolnoma zahojeno. Jaz mislim, da vsi mislijo, da so zdaj s tem rešili svoje probleme. Jih niso, večina ljudi je v bedu, čiki niso od nikogar problem. To sem morala dodati. Hvala. Jaz na tej točki
zaključujem s svojimi vprašanji za Nino, kar pa ne pomeni, da jih ne morete postaviti dve in vi, ali sedaj, ali pa zunaj ob čiku, predvidevam, ne. Tako da, če ima slučajno kdo kakšno vprašanje, prosim edino, da uporabite mikrofon, zato da se bo slišalo. Sramežljive. Prav, potem pa vas prosim, da se Nini zahvalite za iskrenost in se vidimo zunaj. Hvala. Hvala, Lin.